Jaz sem Miha, sem samostojni podjetnik, malo kaj odigram, nek sem dramaturg, kakšno prireditev vodim, kdaj napišem kakšno pesemco, malo sem urednik. Meni je to najbolj, greš do njega domov, sediš za uno mizo, mati daš šnopčka, kadiš za mizo in sam debata gre. Ne vem, poštekala so se kot človeka, malo zelo podoben smisel za humor. Obrnem se. Rekel, ko bosta vse napisala, pa pridsta, pa bomo posneli. In res me ni toliko zanimalo, kaj sta pisala, dokler mi nista prinesla teh scenarijev. Moram priznati, da jih niti nisem prebral, ker sem vedel, da mi bo lapal od serije in vloge še 1000-krat. Pogrešal ga bom, ko bo crknil zaradi raka na pljučah, zdaj v kratkem. In potem na teh vajah sem ugotovil, kaj on pričakuje od meni, tako da sem rekel, jaz ne vem, če sta imela dober casting s tem, da sta izbrala mene. Ja, Miha je imel ful težave pač pri tej seriji. Jaz vem, koliko so njega matrali, Štef pa Bor, pa točno kako mora biti, pa da so ga oklestali ta ogelček v en diamantek, ampak jim je res ratal, ampak so ga matrali, so ga ful matrali. In kljub temu, da takrat med samim snemanjem, med samimi vajami in med vsem tem, se mi ni zdelo, da je to tako čudovit del. Zdaj, ko pogledam nazaj, ena lepših izkušenj, ki sem jih imel na kakršnem koli delu. Razdriha pa jaz že zelo dolgo poznam. In moram reči, da sem ga spoznala s popolnoma drugačne plati, kot si je tukaj pokazal. In to pa jaz že jemljem kot zelo dobro igralsko transformacijo. Razdriha sem spoznala kot pesnika, par let preden smo snemali to serijo. Zato mi je bilo izjemno smešen, ko sem ga videla na snemanju, predvsem kako je izgledal in nasploh kako je odigral to svojo vlogo. Jaz bi rad sam povedal, da jaz nisem zbil psa od župana, no. Ma daj prebol pizda, no, s tem psom nabijaš. Mislim, prosti. Danes pa bo rock'n'roll, a? Hvala ti, brat. Rock'n'roll pravim, da bo. Navdušena sem na tem, kako se je preobrazil v Rena. Pa smo šli v kurac, ajde, daj. V seriji igram Rena. Moj lik je mogoče na trenutek tudi naiven voditelj televizijske oddaje, ampak jaz mislim, da globoko v srce je zelo dober človek. Ja, Renato je bil moj zaveznik, čeprav je imel svoje načine, kako pristopiti do invalida oziroma do invalidnosti, so očitno delovalne. Sicer okej, Valentina je spizdila, ampak... Ampak najhujše Luka Zalopatine s Paradrih v skupne scene sta se skus režala, to je bilo pa kar težko ushendlati. Dobro, Patrik. Čas je za digitalno kurbanje. Sem prav razmišljal, zakaj sem se jaz njemu to režil. Tudi zato, ker je toliko dober on pofuril ta lik, ker je bil toliko real in je bil toliko drugačen kot on, da v bistvu ti, ki ga gledaš, je tako res, te kar malo presenet. Se začneva največkrat smejati, kar je za režiserja in ostale malo težje, ampak za igralca je pa zabavno, da te sprosti. Čutim ga, stari. Lahko rečem, da mi je ostala v spominu scena v bunkerju. Ne bom je klical. Jaz si popolnoma zaupam. Kako se je hotel zresniti nazaj. Ampak vsakeč, ko sem se ozrl, mislim, da sem mogel dvakrat cel kako v prizoru ozrt proti Tinesu, sva bruhala v smeh in nisva mogla nehati. Jaz mislim, da smo ene 3 ure snemali tistih 10 sekund. Ja, to je moja, ja. Jaz sem samo... Ne morem. Ne predstavljam si te serije brez njega. Dosti mi pomeni, da je bil zraven. Tako. Hvala, Razdrih. To me veliko ljudi vpraša, sploh tako na ulici, pa tako, če je tudi v real lifeu tako perfuknan Karen, pa ne delač od tega, no. Je zelo normalen človek in zelo redo. A je on res taka budala, kot je dejansko veliko? Ja.